Stara modrost pravi, da se peš daleč pride. In glede na to, kako močno se v zadnjih letih oglašuje pomen hoje, se zdi, da bomo v prihodnost prej stopili lepo po starem in peš, kot pa recimo z robotiziranimi avtonomnimi letečimi taksiji. Hoja je tudi najbolj primarna oblika mobilnosti in ne pozabimo, v nevarno prometno džunglo se sami prvič podamo prav peš. Evolucija človeka ni končana, tudi evolucija človekove hoje ni končana. Vse skupaj se je začelo, ko smo se postavili na noge. Takrat smo začeli pot, ki se nadaljuje še danes. In če sklepamo po okostju Homo erectusa, pokončnega človeka, na ta način po svetu hodimo že več kot 2 milijona let. Živjo. In zato smo se evolucijsko že kar dobro nahodili, celo tako dobro, da smo nekateri ugotovili, da bi bilo treba hojo, peš hojo, na nek način popestriti, začiniti po domače rečeno. No, in to smo naredili tako, kot se danes mora. Ves čas moramo nekaj početi. Biti omreženi in opremljeni z aplikacijami in nasveti, ki nam govorijo, kako moramo živeti in kaj se okrog nas dogaja. Pri tem pa ne dvignemo glave po starem, pogledamo okrog, da bi videli, kaj se dogaja okrog nas. Ne zanimajo nas ljudje tukaj, zdaj, na tem mestu, kjer se sprehajamo, ampak ti, ki so tukaj notri. In tem namenimo toliko pozornosti in jim damo tudi med hojo, nekateri celo na kolesu ali skiroju, kar je skrajno nevarno, vso pozornost in prednost, čeprav je jasno, da bomo verjetno trčili v tiste, ki so v naši realni in neposredni bližini. In tako pridemo do Homo smartfona, telefonskega človeka. Ali kot se je prejelo, zombi pešca. Človeka, ki hodi, lahko tudi kolesari ali vozi avto in je hkrati telesno tu, v resnici pa z mislimi, očmi, pogosto tudi ušesi nekje drugje. No, ampak zombi pešec oziroma zmombi, kot so ga nekoč hudomušno poimenovali, se lahko hkrati sprehaja po ulici in opravlja še vrsto drugih stvari, povezanih tudi z internetom oziroma z oblakom. YouTube, maili, novice, klici in tako naprej. In tako pride do trka dveh svetov. O tem, kako pogosto se to zgodi in kaj se lahko iz tega naučimo, pa smo vprašali direktorja Agencije za varnost v cestnem prometu. Po podatkih iz leta 2016-2019 je bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom za pešce 44. Po ugotovitvah ni nobeden pešec imel kakršnekoli svetlobnega telesa ali neke luči pri sebi, da bi ali oblačila ali karkoli, kar bi ga označevalo v temi. Zato se tudi v akciji Pešec bodi viden, bodi previden, ki jo imamo oktobra, ki jo oktobra začnemo prav s tem namenom, ker se dnevi krajšajo na več noči, slabo vreme, megla, dež, začnemo v začetku oktobra. Izvajamo vse aktivnosti za varnost pešcev skozi celo leto. Samo od oktobra pa do marca nekje je tisti čas, ko tega največ uporabljamo, ko je to najbolj aktivno. Pešci so še dodatno bili obremenjeni s konec epidemije, vsi veseli, vehementno hodili po pločnikih, telefone, vse te stvari uporabljali, kajti pozornost pri pešcih, če uporabljajo telefon, mimogrede, se nekako do 60% je ta pozornost zmanjšana. Ravno tako pri pešcih in pri voznikih so se te stvari nekako zmanjšale pozornosti in smatramo, da to je povezava, sigurno. Ja, pametne naprave je treba pametno uporabljati, ampak ne samo zaradi tega, da ne bi kje trčili oziroma zaradi naše varnosti, tudi zaradi drugih segmentov. Vas je morda v tem prispevku kaj zmotilo, ko vas z Andrejem niti enkrat nisva pogledala v kamero oziroma po domače rečeno, med pogovorom nisva pogledala v oči. Več kot očitno je, da nas je tehnologija prehitela. Pametni telefoni, kot praviš, zahtevajo tudi pametno uporabo. In bolj kot da posvečamo pozornost tem ljudem, dogodkom in informacijam med hojo v telefonu, bi bilo seveda bolj prav, da posvečamo tistim, ki so okrog nas, tukaj in zdaj.
Nastalo težavo zombi pešcev zdaj rešujemo tako, da na glavo nameščamo tretje oko, na tla, kamor mimo telefonov med hojo gledamo, pa opozorilna svetlobna telesa. V že veliko mestih imamo recimo namesto tlakovcev zdaj postavljene količke oziroma usmerjevalnike za pešce, celo LED panele, ki kažejo z barvami in puščicami, ki se premikajo, kam se lahko hodi, v katero smer se ne. Namesto te tehnike pa bi se lahko zatekli k drugi strokovni metodi, zdravi kmečki pameti. Dvignili pogled in pogledali okrog, kje smo in kje so drugi.